Spoštovana ministrica, najlepša hvala, da ste prišli na ta kratek pogovor o slovenski poziciji glede Bližnjega vzhoda, Izraela, Gaze. Pa grem takoj na bolj kritično vprašanje. Očitki na stališče Slovenije so predvsem, da se je preveč postavila na palestinsko stran in da na tak način pomaga Hamasu in da morda celo meji na antisemitizem. Bom očitke zavrnila zelo jasno, ker ne gre za to, da smo ali pro-palestinski ali pro-izraelski. Smo pa za mir, smo za iskanje politične rešitve, za končanje te brutalne vojne, smo tudi za mednarodno pravo, humanitarno pravo in pa zaščito civilistov. Jaz mislim, da ne rabiš biti strokovnjak, pravnik, da spoznaš grozljiva grozodejstva, ki se dogajajo, poboj civilistov načrten, če rečem izstradanje, uradno priznana lakota in dejansko spremljamo lahko genocidna ravnanja izraelske vlade, ki nikakor ne nakazujejo pripravljenosti na takojšnje premirje in pa na končanje vojne. Ali menite, da je pozicija do Izraela in tudi embargo na orožje lahko škodljiva za nacionalne interese Slovenije? Zdaj, zagotovo je tu treba preverjati, vsak politik ima odgovornost, tudi vlada, preverjati, kakšna je situacija okoli nacionalne varnosti Slovenije. Nazadnje moramo paziti, da ne ogrozimo varnosti Slovenije in grožnje seveda so bile tudi tovrstne, ampak ob vsakem ukrepu, ki smo ga sprejemali, ali je šlo za prepoved trgovanja z orožjem ali za razglasitev 2 ministrov kot nezaželeni osebi ali omejevanje trgovine, smo vse to imeli v oziru, pa vendar je prevladalo prepričanje, da mora Slovenija stati na strani prava, nastavljati tudi ogledalo svojim partnerjem v mednarodni skupnosti, predvsem pa imeti v mislih tudi ne samo politično, pravno, tudi moralno odgovornost in pa to, da ravnamo humano. Kaj mislite, da lahko Slovenija doseže s svojim delovanjem tako znotraj Varnostnega sveta, kot znotraj Evropske unije, konec koncev tudi NATO, za to vprašanje in podobno vprašanje, kjer kot razumem, prioriteta ni uspeh ene ali druge strani, ampak je zaščita prebivalstva? Prioriteta je zaščita prebivalstva, končanje vojne, znatna humanitarna pomoč, ki je danes ni, tudi izpustitev talcev in pa implementacija uresničitev rešitve 2 držav. Zdaj, mi bomo nadaljevali pritisk tako na izraelsko vlado in pa seveda na vse naše partnerje, da nam sledijo po tej poti. In jaz mislim, da ponekod vidimo rezultate, smo del skupine enako mislečih držav, nismo sami, nas je seveda manj, ampak se ta skupina veča. Že z nedavnimi napovedmi o novih priznanjih države Palestine se mi zdi, da stopamo po pravi poti. Seveda pa vsakič, ko se odločaš o novih sankcijah, o novih ukrepih ali podpori delu mednarodnih sodišč, je predvsem tista osnovna misel končati vojno, končati nasilje in pa res zaščititi nedolžno prebivalstvo. Bi pa zaključil še s tem vprašanjem. Kmalu potem, ko je slovenska vlada uvedla sankcije pri trgovanju z orožjem z Izraelom, je sicer v milejši obliki takšne sankcije uvedla tudi Nemčija. A si to štejete za priznanje vaši odločitvi in morda mislite, da je lahko vaša odločitev tudi pospešila odločitev takšne večje evropske države? Vsakič, ko vidim to in tudi ta novica me je po svoje zelo razveselila, si želim predstavljati, da smo mogoče imeli vsaj malo vzvoda, ko smo razglasili prvi v Evropski uniji 2 ministra, ki spodbujata tudi genocidna ravnanja in sovraštvo za nezaželeni osebi v Sloveniji, naslednji dan mislim, da sledila Nizozemska. In so to stvari, ki zdaj ali so povezane ali ne, dajo občutek, da delujemo v pravi smeri. Spoštovana ministrica, čestitke za pogum, za način vodenja slovenske diplomacije in hvala lepa, da ste si vzeli čas za naš kanal. Hvala za povabilo.